Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Upamo, da ste se odpočili od martinovanja in da že bistro in veselo greste, predvsem pa razmišljate naprej. Danes je z nami evropski poslanec Franc Bogovič. Lepo ga pozdravljamo v naši družbi. Lepo pozdravljeni. Me veseli, da se znova srečamo tukaj pri nas tudi v tem našem studiu. Verjetno pa vaš obisk v Ormožu ni slučajen, ne? Kajti vaša stranka ima županskega kandidata. Tako je in prav z veseljem sem se odzval gospodu Kosiju na povabilo, da se mu pridružim v tej kampanji. Srečujeva se kar že zdaj zadnjih 6-7 let zelo intenzivno, prej sva že stara znanca iz Slovenske ljudske stranke, odkar pa bije to bitko, da smo najprej Slovenci zahtevali v prejšnji finančni perspektivi na področju kmetijstva ukinitev kvot za sladkorne peso. To nam je uspelo, oziroma je bil to evropski ukrep. Sedaj pa zelo veliko delamo na tem, da je dejansko sladkorna pesa, kraljica poljščin, prišla nazaj na vaša polja. Uspešno se sedaj zaenkrat trži na Hrvaško. Skupaj sva imela kar nekaj sestankov v parlamentu s kolegi iz Belgije, Nizozemske. Šli smo si ogledati dobre prakse v Belgijo, Nizozemsko, kaj počnejo te najbolj napredne države na tem področju. Prav tako pa je bil gospod Kosi z mano, smo šli skupaj že tudi do tistih, ki proizvajajo oziroma izdelujejo tovarne za predelavo sladkorne pese, tako da resnično moram priznati, da je eden redkih, če smem temu reči, v kmetijski panogi, ki ima tako jasno vizijo, kaj hoče narediti, in za razliko od mnogih, ki kar kmalu omagajo na tej poti, je Mirko zelo vztrajen. Zato sem vesel, da tudi lahko sodelujem v tej njegovi kampanji. Skupaj smo bili že tudi tu na lokaciji v Ormožu, ki je bila nekoč ključna lokacija za to tako imenovano biogospodarstvo, tam, kjer se iz kmetijskih pridelkov še naredi kaj več, kot da se zgolj prodajo, in verjamem, da je to tudi eden njegovih velikih izzivov, pa tudi izzivov za Slovenijo, da bi to lokacijo, ki danes bolj sameva, uspeli nazaj oživiti. Ja, kolikor nam je vsem skupaj znano, je zelo težko, ne, se bo to resničilo, ampak morda v prihodnosti torej še tudi kaj iz tega, kaj grata. Ampak recimo predelovalcem sladkorne pese, konkretno Mirku Kosiju, je torej sedaj cilj, da pridelamo v Sloveniji čim več pese. Res je bilo veliko doseženega, ne? Tudi razna fitofarmacevtska sredstva in to, ne, za veliko stvari so si prizadevali, tako da, ja, verjamem, ne, da je vztrajen ta naš kandidat županski in zato verjamem tudi, da ga podpirate na vse načine. Nekaj, ja, menjav, ne, v vodstvu vaše stranke, Slovenske ljudske stranke, je bilo. Ja, mi smo imeli kar tako burno zgodovino sedaj zadnje čase. Žal nam je spodletelo že dvakrat zdaj na državnozborskih volitvah. Mislim, da smo preko letošnjega poletja, ko smo upravljali te intenzivne priprave na kongres Slovenske ljudske stranke, na nek način razumeli ta trenutek, da je potrebno prenehati z raznimi prerekanji, ki so se v stranki kar nekaj časa že vlekla. Najbrž je tako, da stranka, ki ima 30 let zgodovine, ima tudi že kakšna različna stališča in včasih jih nismo znali najbolj na pameten način tudi upravljati s temi različnimi mnenji. Vesel sem, da nam je uspelo preko poletja nek način poenotiti stranko, da so v bistvu vsi, ki so kdaj bili aktivni, pa so se odmaknili ali pa so bili tudi odstavljeni ali kaj podobnega, sedaj vrnili nazaj v stranko. Prevzel je tisti, ki je v 90-ih letih z ljudsko stranko dosegel tudi največji rezultat, gospod Marjan Podobnik. Tudi sam sem povedal in enostavno se dal na razpolago, da pomagam ljudski stranki na ponovni vrnitvi v parlament. Tudi sam si nabiram te izkušnje od lokalne ravni pa do sedaj do Evropskega parlamenta in tudi sicer je za nas zelo pomembno sedaj to obdobje, da se ponovno potrdimo na lokalnem nivoju. V lokalnih okoljih mnogih smo se dokazali, da znamo delati, imamo številne župane in tisti, ki so to priložnost dobili, običajno to dobijo zaupanje, da se izkažejo s svojim delom in verjamem, da smo tako postavljeni sedaj zopet sposobni narediti nek comeback, da uporabim to angleško besedo, tudi na prihodnjih parlamentarnih volitvah, ki bodo, ko bodo.
No, glede na to, da ste evropski poslanec, kako pa bi vi recimo, na kakšen način bi lahko svojemu kandidatu županskemu oziroma županu v neki občini pomagali? V Evropskem parlamentu delujem v odboru za regionalni razvoj in v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. V tem obdobju 14-20, 7-letni so namreč evropski proračuni, je kar 70% vsega evropskega proračuna takoj na začetku te finančne perspektive alocirano, se pravi dodeljeno nazaj državam članicam in večina tega denarja gre ravno preko kohezijskih sredstev in preko kmetijskega sklada. Tako mislim, da je prvo, kar je, in to spodbujam vse sedaj, ko nastaja nova finančna perspektiva, da s kandidatom in pa z tistimi, ki upravljajo lokalne skupnosti, pravočasno in zelo dobro proučimo, kaj bo pravzaprav v bodoči perspektivi financirano, kaj so tudi naše potrebe, da znamo to vplivati na evropsko politiko. Sam imam to možnost, da zelo intenzivno na tem delam, da bodo tudi podeželska okolja bolj podprta, kot se kaže v obrisih te finančne perspektive. In v tej točki lahko tudi sedaj z županskimi kandidati zelo dobro se pripravimo na črpanje sredstev, ki bodo tam na razpolago. Kot vemo, vsi imamo v Sloveniji sedaj kar precejšnje zaostanke pri črpanju in mislim, da je ključna napaka slovenske politike, tako lokalne kot državne, da se ne začne pravočasno ukvarjati s tem, kaj se pravzaprav financira, ugotoviti in določiti na osnovi tega tudi svoje priložnosti v svojem kraju, imeti jasno vizijo, kaj bi rad. Velikokrat je, če proučiš vizijo ukrepov evropske kmetijske in pa tudi regionalne politike, moč tudi najti izzive za svoj prostor. Kajti sam vidim to evropsko politiko, na nek način politiko, kjer imaš priložnost, da na enem mestu vidiš in je zbranih zelo veliko izkušenj, usmeritev in ti moraš potem poiskati to, kar je dobro zate in za tvoje okolje. In znotraj tega prilagoditi svoje programe, svoje načrte. Tudi v bodoči kmetijski politiki bo tako, da bo vedno bolj potrebno doma imeti vizijo. Doslej smo morali bolj izpolnjevati to, kar nam je določilo se v Bruslju. Cilj komisarja Hogana v odboru za kmetijstvo, v katerem delujem, je to zelo jasno predstavljeno in sedaj delamo na teh poročilih, pa je bolj poudarjena ta pristojnost, da države imajo nek splošen okvir, kaj je možno, kaj ni možno, same morajo pa določiti vizijo, kaj bi rade imele v naslednjem desetletju, za temu primerno postaviti ukrepe, ki bodo podpirali to vizijo in Evropska unija ne bo več kontrolirala, ali je, ne vem, na parcelni meji ukrep točno izvajan, ne, ampak to, ali bo država dosegla svoj cilj. In tu je potrebno biti zelo jasen in država ni nekaj imaginarnega, država smo mi vsi in tisti, ki prihajajo iz lokalnega okolja, tako kot prihaja Mirko iz Ormoža, je recimo na področju regionalne politike, kmetijske politike zelo velik poudarek ravno tej tako imenovanemu biogospodarstvu, krožnemu gospodarstvu, kjer se z naravnimi materiali, z naravnimi viri, ne samo, da se to predelajo in je enostavno kot hrana ali pa kaj podobnega, ampak se tudi ustvarjajo novi produkti. In vaša lokacija, na lokaciji Ormoža, je za moje pojme, in o tem sva z gospodom Kosijem velikokrat govorila, idealna za to, da bi tam nastala neka množica aktivnosti, ki bi bile povezane ravno s tem. In tu mislim, da je priložnost, da bi se z aktivno vlogo lokalne skupnosti, države, tudi do te lokacije lažje prišlo, da ne bo prišla zopet v kakšne čudne roke, kar se nam že mnogokrat v Sloveniji zgodilo. Tako da to so takšne stvari, s katerimi lahko podelimo izkušnje. Tudi sam sem bil 13 let župan, tako da imam občutek, zakaj gre pri lokalni samoupravi, poznam državno politiko, sedaj še evropsko, in če želiš v nekem okolju, kot je tu ormoško, imeti jasen pogled naprej, je fajn te vizije malce si določiti in nabrati tudi iz teh izkušenj. Kot sem že omenil, je Mirko eden redkih, s katerim sva se srečevala mnogokrat tako tu, v vaših koncih, v Ljubljani, pa tudi v Bruslu, in tako lahko sestaviš potem širši pogled in na nek način uskladiš to vizijo. In na takšen način poskušam Mirko, to pa še kateremu od kandidatov za župana pomagati v tej bitki za to odgovorno delo, ki pa na dolgi rok zelo vpliva, katero smer gre razvoj občine. In rabimo povezovalne ljudi, ki so vztrajni, ki imajo vizijo, in zato z veseljem
se družim z našim kandidatom, gospodom Mirkom Kosijem. Torej, na to novo finančno perspektivo, ki nam jo bo ponudila Evropa, ne, je treba biti pripravljen, ne, to je tisto. In ta čas, verjetno to naslednje mandatno obdobje, bo čas priprav, ne? Lejte, z Moniko Kirbiš-Rojs, ki je bila dvakrat državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, ki je krovno za črpanje evropskih sredstev v Sloveniji, sva v letošnjem letu napisala knjigo, ki je na nek način kot nek priročnik, kako se teh zadev lotiti. In ključno je, in tam je od 75 do 80 strani, to sem tudi zadnjič dal gospodu Šarcu, ko me je spraševal v Evropskem parlamentu, ko nas je obiskal, kaj narediti zato, da bi lažje črpali evropska sredstva. In tam sva prav zapisala, kaj narediti na lokalnem nivoju, kaj narediti na državnem nivoju. In ključna stvar, kjer mislim, da Slovenija zgublja, je to, da se mi začnemo s to finančno perspektivo, katerakoli je, ukvarjati šele takrat, ko je že sprejeta, in se potem z eno klasično, ne vem, jaz temu rad rečem, šank debato, hodujemo nad tistimi, ki so nam nekaj sprejeli in nam nekaj dirigirajo drugod. Ampak resnica je ta, da je danes čas, in sam sem že na mnogih skupih po Sloveniji pozival vse deležnike, danes je treba o tem govoriti, danes se pišejo dokumenti, kaj bo kmetijski politiki, kaj bo regionalni politiki, in hkrati iza teh krovnih uredb, ki jih sprejmemo v Evropskem parlamentu, v Evropska komisija, svet, države, nastajajo pa operativni programi držav. In v tistih operativnih programih pa mi zapišemo, kaj iz tega širšega okvira je za nas najbolj aktualno. So neke usmeritve, vendar iza tega je precej tudi svobode in rabiš kreativnost, vizijo, kaj želiš narediti. In če veš, kaj bi rad, ubereš in izbereš te ukrepe, ki podpirajo to vizijo, še bolj pomembno je pa to, da imaš v ozadju že ljudi, ki razmišljajo o tem danes, ki bodo izvajalci tega. Kajti politika sama ne more nič narediti in politika pa ima to dolžnost, da zanimira ljudi, da prav čas pove, naredi napor, gre v odprto diskusijo in razpravo, da približno vedemo, kaj želimo, in ko bomo vedeli, kaj želimo, in ko to na nek način predebatiramo s tistimi, ki to izvajajo, potem je lahko tudi hitrejše črpanje in več dosežemo. In tu na tej točki Sloveniji zamujamo. In mislimo, da na nič ne moramo vplivati, da vse to nekdo bo drug naredil, mi se potem smo slabe vole, zakaj to nam ne odgovarja, in to je to, kar je treba danes početi. In danes in pa naslednje leto se bo pravzaprav odločilo o tem, kaj bo financirano skoraj celo naslednje desetletje. Do konca leta 2027 je perspektiva in ukrepi se še 2-3 leta izvajajo potem. Se pravi, do 2030 se bo za naslednje desetletje, in zato je pomembno, da ljudje danes o tem govorijo, da imamo kandidate, da imamo ljudi, ki jih te stvari zanimajo in da so tudi pripravljeni kam iti. Sam tudi pogrešam, in to sem tudi zdaj komentiral, ko je bilo ta analiza, ki jo so londonska inštitucija naredila, da Slovenija nima pravega vpliva v EU-ju, je to, da imamo tudi premalo ljudi v Bruslju, ki bi tam uspeli tudi biti med temi ljudmi, kreirati, lobirati o vsem tem. Lobiranje ni korupcija, lobiranje je uveljavljanje interesov, in če, ne vem, bi mi rad imeli v Ormožu takšno obrat, kot smo o tem govorili, je treba pravčas biti na pravih mestih, videti, kjer so viri, tudi zapisati si še pogoje, da lahko do teh virov prideš in potem lahko dosežeš, in so rezultati na dolgi rok. In takšni zahtevni projekti so projekti, ki rabijo kar vrsto let vztrajnega dela, in kot sem že dejal, zdaj že skoraj 8 let zelo intenzivno na tem tudi delamo na področju. Slovenija si to zadnje mesto, ne? Deli z Malto, mislim, z Litvijo, Hrvaško. Ja. Žal. Ja, lejte, jaz mislim, v tem delu do neke mere je treba biti tudi realen. Slovenski bruto družbeni prihodek je 0,2% evropskega. Vseh teh 5 držav, ki smo na zadnjem mestu, imamo 1% BDP Evropske unije. Vendar pa to ne pomeni, da pa mi nimamo, da mi ne moramo imeti jasne vizije, kaj želimo doseči. Mi ne bomo cele Evrope zamajali, kar lahko naredita Nemčija, Francija. Če pa vemo, da je pri nas, ne vem, taka lepa poseljena pokrajina, kot je, da je tu razvoj podeželja, da je tu kombinacija nekega turizma, predelovalne industrije na podeželju, to, kar imamo v Sloveniji kot eno velikih prednosti proti ostalim, da imamo relativno dobro poseljeno podeželje, da imamo, ne vem,
poleg Ljubljane, Maribora, 6 nekih regionalnih središč, tudi 35 mest, kot je vaš Ormož ali pa moje Krško, ki so neko jedro razvoja. In to so, mislim, naše ključne prednosti. In sedaj treba na teh jedrih narediti in poiskati svoje priložnosti, svojo vizijo. In tu je tudi možno nekaj podpreti z evropskega nivoja, ključno pa je, da sam veš, kaj hočeš, da se tudi na državnem nivoju, kjer je še več denarja za te stvari, infrastrukturi in ostalo dogovoriš. Tako da dobro, aktivno delo, povezovanje in pa jasno vizijo, kaj hočeš imeti, in če veš, kaj bi rad, običajno to tudi dosežeš. No, vse to se torej skriva tudi pod pojmom pametne vasi, ne? Nekako ta pojem povezujemo z vašim imenom že dobro leto. Pa me zanima, kaj se skriva torej pod pojmom pametne vasi in kakšen bo njihov vpliv na življenje in delo na podeželju. Tako, v osnovi preprosto povedano. Najprej bom rekel, sem zelo vesel, kot ste dejali, da se ta pojem povezuje z mano, in prav zanimivo je bilo ta teden, ko sem bil v Bruslju. Imam sorodnika v Bruslju. Njegovo ime je Franc Bogovič, to je sin mojega bratranca, njegov star oče je odšel v Belgijo, in ta mlad fant, 30-letni, je sedaj poslanec v flamskem parlamentu. Belgija ima 3 parlamente. In mi je prav dejal, da ko je imel eno prvih srečanj z ministri kot poslanci in to, so ga prvo vprašali, v pametnih vaseh se govori se o Francu Bogoviču, kaj je to zdaj, ti si tu, ne? In bom rekel, da hočem to reči, da me s tem imenom se povezuje ta pojem Smart Villages v angleščini, še kje druge kot samo v Sloveniji. In sem zelo vesel, da imamo tu neko vodilno vlogo. Tudi v Sloveniji sem imel že več kot 20 omizij, spoznal in povezal med sabo celo vrsto ljudi, ki celo vrsto ukrepov, ki se skrivajo za tem pojmom, tudi že izvajajo. V osnovi gre najprej za to, da ko sem poslušal o teh trendih v Evropi, kako bo, ne vem, leta 2050 80% ljudi živeli v velikih mestih, kot so in pa teh metropolah, kot so 250-300 tisoč ljudi naprej. Se pravi, da se bo podeželje spraznilo, so se mi prvič neki klicaji začeli pojavljati. Drugo pa, kako digitalizacija spreminja naše življenje. To vsi vemo, vsi nosimo mobitele, kar počnemo je na nek način z neko aplikacijo, z nekim internetom, z nečem povezano. In potem sem želel poiskati alternativo temu, kar se v Evropski uniji že 10 let dela na področju pametnih mest, in je bila na nek način prav kot manjša provokacija, ajde imamo še pametne vasi. In kaj so zdaj ključni cilji? Ključni cilj je najprej to, da na podeželju naredimo pogoje za normalno življenje, se pravi, da imamo infrastrukturo pokrito, vključno s širokopasovnimi povezavami, da imamo kvalitetna delovna mesta in da imamo tudi kvalitetne pogoje za bivanje. Zato je v bistvu se iza tega pojma skriva nek koncept, novega koncepta regionalnega razvoja, in hkrati, če se zavedamo, da je v Sloveniji edino Ljubljana izpolnjuje približno kriterije, minimalne kriterije za neko pametno mesto, to je 250-300 tisoč ljudi, se pravi, da govorimo o celotni Sloveniji. Ne govorimo o neki zabačenem selu, da uporabim ta izraz, ampak govorimo, ne vem, kako, ne vem, okoli Ormoža povezati po eni strani in dati sodobne prijeme v kmetijstvo, kjer imamo danes tudi tako imenovano precizno kmetijstvo, kjer so, ne vem, če hočete, stroji vodeni iz satelitov, ti točno povejo, kako škropiti, kako gnojiti, da ni prekrivanja, se pravi, da bomo imeli sledljivost hrane. Na drugi strani, ne vem, molža z roboti, senzorike in kup računalniki, in to je ta način, kjer želimo približati, kjer je pač to možno, kjer je kritična masa, to novo tehnologijo tudi slovenskemu kmetstvu, in na ta način tudi mlade zanimirati, da lažje ostanejo in da bodo raje upravljali ta posel. Lažje ga bodo delali, večja učinkovitost, storilnost je, kajti, ne vem, 70-80 krav po mostu, to, kar naredi en robot, je precej težaško delo in zelo težko mladi ostajajo na tem. Zato je tu ta prva stvar. In tu so v ukrepih kmetijske politike, programa razvoja podeželja tudi sredstva za ta način. Drugo je, kako povezati kmete. Če že hočete, ko sem govoril o teh strojih, to so zelo dragi stroji in to nikako ne pride v poštev, da bi to vsak posameznik delal. In recimo zadrugo, kot jo je Mirko Kosi, naš kandidat za župana, postavil, je tipičen primer, kjer lahko kupiš neke stroje, to oni tudi že dobro počno, stroj, in s tem strojem obdelaš 5 vasi ali pa pol ormoškega, ne vem, z neko sejavnico za mineralna gnojila, ki je povezana z senzoriko, da ugotovi, koliko dušika rabi ječmen ali pa pšenica, povezan preko teh gerkov, sateliti, dejansko to v nekaj letih bo to
pri nas realnost, že imamo take primere. Tako da se pravi, prvi segment je področje kmetijstva. Potem povezati proizvajalca in pa potrošnika. Danes vedno bolj potrošnik hoče vedeti, od koga dobi, na kakšen način je to pridelano. Cela vrsta teh platform, kjer sta ta dva povezana in pridemo. Tako da, in to je zdaj področje kmetijstva, ker pa govorim, da je to širši koncept, paradigma tega razvoja podeželskega okolja, pridemo na področje, ne vem, če hočete, turizma. Vsakdo, ki želi biti povezan s turizmom, mora danes imeti odlične povezave, znati sodelovati, povezati se z okoliškimi kmeti, če je to, ne vem, termalni turizem, ki ga imamo na teh koncih Slovenije, imeti regionalno ponudbo, to znati na prav način povabiti. In pri tem pametnih vaseh ne govorimo samo o nekem high-techu, o neki digitalizaciji, ampak o konceptih pametnega povezovanja. Sociala, zakaj bi morali biti vsi domovi za starejše samo v večjih krajih, zakaj ne bi to decentralizirali, zakaj ne bi, ne vem, neka mlajša družina, ki živi na podeželju, bodisi da se ukvarja s kmetijstvom, pa s čim drugim, ne vem, skrbela tudi za nekaj starostnikov. To, kar so ti novi prijemi, ki se in na eni strani ljudje bolje počutijo, po drugi strani pa tudi javno-finančno bolj vzdržni ukrepi, kot pa klasična domska oskrba. Od takrat, ko smo začeli, zdaj bo že kar blizu 2 let, je bila aplikacija Sopotniki. Fantje ponujajo zastonj prevoze starostnikov iznad 65 let. Ko smo se prvič srečali, so imeli to samo v okolici Kozine in pa Brkinov. Danes je že 10% Slovenije pokrita, tudi celotna moja regija Posavje, s tem, da volonterji ponujajo svoje storitev, se pravi, da mladi študentje ali pa mlajši upokojenci zastonj vozijo, občine zagotovijo kakšno vozilo, delno gorivo, potem so se okoliški, ne vem, gostinci ponujajo pice za tistega, ki vozi, serviserji ponujajo storitve za te avtomobile in na klik imajo starostniki sedaj možnost, da so neodvisni, da ni potrebno, da starše obremenjuje s tem in podobno. Tako da cela vrsta teh prijemov, s katerimi želimo te nove koncepte pripeljati v Slovenijo in hkrati s tem, ko opozarjamo na to, kot sem že prej dejal, želimo v okviru novih operativnih programov evropskih skladov imeti zelo jasne nastavke, s čim bomo to tudi podpirali, vsaj v tisti inicialni fazi, ko je treba neke stvari spraviti v življenje. In tu je moja ključna naloga ali pa nek način poslanstvo, ki sem si ga zadal, da bi poskušal opolnomočiti podeželsko območja. Živim na vasi, vem, da je to zelo kvalitetno življenje, ki pa ne more biti kvalitetno, če ni delovnih mest, če ni osnovne infrastrukture. In tu je delno lahko pomagamo in delimo te izkušnje iz Evrope, ključno pa je, ne vem, da se bodo občine zborile za primerno financiranje občin, da bo se tu dal delovati, da ne bo država, ne vem, umikala šole, da banke, ki se umikajo, če imamo kakšno možnost, glavnim, da je ta servis blizu ljudem in da imamo Slovenijo poseljeno. Jaz mislim, da tudi gledano iz vidika neke kohezivnosti Evrope, nedavno nazaj sem bil na Helsinki, kjer smo imeli kongres Evropske ljudske stranke in eno ključnih stvari na tem področju, te varnosti, sigurnosti, da se ljudje dobro počutijo, je tudi to ohranjanje socialne kohezivnosti. Se pravi, da se nekdo, tudi ki je na manjšem kraju, na podeželju, ne počuti odrinjenega, da nima podobnih dostopov do infrastrukture in do česa kot nekdo, ki živi v velikih mestih. In če imamo to mislih in če znamo to skrbeti, in moram priznati, da ko opazujem po Sloveniji, po Evropi, smo Slovenci tu eni boljših, je to neka priložnost, da ohranimo Slovenijo tudi takšno lepo za bivanje in pa kvalitetno življenje, ki mislim, da Slovenci živimo. Ja, predvsem pa, da ohranimo podeželje, ne? Točno tako, ja. To je ključni cilj. No, kdaj bi torej naj se začele prijave, oziroma priprave, ne? Neka sredstva bodo tudi že na razpolago. Kdaj pa bi torej se začelo lahko neke finance iz tega naslova pridobivati? Kot sem že dejal, z mađarskim kolegom Tiborjem Šanjem, ki tudi dela skupaj z mano na tem projektu, sva uspela, tako da je že zdaj 3,3 milijone evrov v evropskem proračunu za tako nam pripravljalni ukrep. Velike možnosti imamo Slovenci, da bi to dobili, kajti skupaj z mano kot politikom, z nekom, ki na nek način promoviram ta ukrep, pa tudi politično podporo v ozadju iščemo v teh sredstvih. Deluje tudi dr. Emilija Stojmenova,
profesorica na fakulteti za elektrotehniko, s katero sva se v Bruslju srečala, ker je na evropski nevladni ravni že na tem projektu delala in preko nje želimo izvesti ta projekt, kjer bi dali na kup dobre prakse iz 8 evropskih držav in bi to bilo tisto izhodišče, ki ga bi Evropska unija tudi financirala potem po letu 2020. Zopet je treba biti precizen, denar bo pri nas v Sloveniji in mi bomo odločali, zakaj bomo rabili denar za program razvoja podeželja, za regionalni sklad, za socialni sklad in ti ukrepi, ki so zapisani v konceptu pametnih vasi, so pokriti tudi v vseh osnovnih prioritetah Evropske komisije za to obdobje. Od nuje digitalizacije kot ene stvari, kjer Evropa zaostaja za Ameriko, Azijo. Se pravi, da imamo možnost, da bomo infrastrukturo zgradili, da bomo okolja podprli, ki bodo nove storitve ponujale z tega področja. Po drugi strani razvoj podeželja, pokrit skozi osnovni sklad programa razvoja podeželja, socialna politika, ki pokriva te stvari. Tako da, vekolikor bomo sami iz teh konceptov znali potegniti ven to, kar je za nas dobro, kar je dobro, ne vem, za Ormož, kar je dobro za Maribor, za Koper, ne vem, za Tržič ali pa za Krško, zapisali in dali priložnost v naših operativnih programih, tam bomo lahko dobili to pokrito tudi z evropskimi sredstvi. Tako da, kot sem pa že dejal, ključno je, da imamo pa zamisel o tem, kako naj izgleda Slovenija v nek način urejeno v glavah. In Slovenija je v veliki meri takšna, kot je danes, se pravi, da bistveno bolje poseljena, kot je Hrvaška, kjer se Slavonija prazni, kjer so prazne vasi, Srbija, kjer grozi, da bo četrtina vasi brez prebivalstva v 10 letih. V Sloveniji imamo to razliko, da smo v 70 letih, ko je bil predsednik vlade takrat gospod Kavčič, imeli koncept policentričnega razvoja. Se pravi, vemo, da nekaj pripada metropoli, nekaj pripada, ne vem, drugemu univerzitetnemu mestu v Mariboru, zagotovo pa veliko pripada tudi tem takim središčam, ki jih imamo tam nekje 35-40 mest, ki imamo eno mrežo teh jeder, ki lahko že imajo neko gravitacijsko silo, okoli katere se zberejo take pobude in tudi poišče vezijo za posamezna okolja. In tu pride potem na potezo zopet lokalno okolje, ki mora prepoznati svoje izzive, v čem si lahko ti boljši od nekoga drugega in tam lahko tudi največ dosežeš. Zato to je na nek način zelo prepletena zadeva, ampak na koncu je tudi v evropskih vseh politikah ta princip subsidiarnosti, kot se imenuje, o katerem pišemo tudi z Moniko v tej knjigi, pomeni ravno to, da mora politika prepoznati, kaj lahko kdo naredi najbolje. In to, kar je najbolje za Ormož, ne more nihče narediti ne v Ljubljani, ne v Bruslju. Tu je treba imeti jasno vizijo kot za ostale kraje in nastavki za to, da so pa neki ukrepi, ki so takšni napredni, podprejo, so pa v teh politikah, ki jih pa kreiramo tako v državnem proračunu, kakor tudi v evropskem proračunu. Gospod Bogovič, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Veliko novega smo izvedli, kar nam bo morda v pomoč tudi 18. v nedeljo, ko se bomo odločali. Ja, jaz vsekakor se vam zahvaljujem za priložnost. Še enkrat z velikim veseljem podpiram Mirka Kosija. Mislim, da bi bil odličen župan Ormoža, aktiven tako v kmetijskih vodah, gasilskih vodah, raznih drugih in pa človek, ki se iz Ormoža zna tudi odpraviti do Brusla in nazaj in prinese dobre ideje. Tako da, kar po pameti odločaj. Samo na kratko, še eno vprašanje. Kaj se pravzaprav z Mirkom pogovarjata, ko sedeta za mizo? Ali k šanku, no? Vedno, ja, to so najboljše debate in tam so najboljše ideje. Mirko pride vedno s predlogom nekaj novega. Ne vem, sedaj se menimo o pivovarskem ječmenu, kar še nekaj časa nazaj ni bilo. In v bistvu deliva te izkušnje, ki jih imava iz tega osnovnega trdega terena, ne vem, tudi sam še kmetujem doma, letos sem predelal 180 ton jabolk, pa sem večino delal v sadovnjaku preko vikendov pravo sam. In zato se z veseljem pogovarjam s človekom, ki mu ni tuje niti to, da zna sesti na traktor, večkrat ustavi traktor, ko govoriva, da se slišiva, po drugi strani pa pride potem v Bruselj. In kot sem že dejal, podpira ta koncept povezovanja, to, kar je dokazal in pokazal v zadrugi Kristal, zna te stvari povezati naprej temu skrbovalnem delu, kjer je zadružni princip, in ravno to zahtevajo taka okolja, da znajo ljudje stopiti skupaj.
In sam sem na tej poti zdaj videl, Slovenci vse imamo, kar rabijo in nič ne ostane velikim, kot je bilo nekoč zapisano v neki reklami, manjka nam pa to povezovanje. Da znajo različni stopiti skupaj in podpreti. In ne vem, recimo jaz sem na nek način bom malce izkoristil to priložnost, bil kar razočaran, ko nisem videl prave pobude z lokalne ravni za odkup te lokacije. Tovarne sladkorja. Sam sem bil župan, ne vem, kaj sem počel v Ljubljani, zato da smo kakšno državno parcelo ali pa tako paradržavno ali pa na nek način najdel. Kajti in v teh točkah, v teh stvareh z Mirkom govoriva, kako narediti neko jedro, kako pravočasno nekaj postaviti, da ti zopet ne pridejo neki kupci, znavci in potem, kot pravim jaz tako heco, da vedno mi mačka za rep lovimo, ko že teče pred nami. Treba prav čas biti v stvari. In o teh stvarih zelo veliko razglabljava in tudi moram reči, da za razliko od mnogih, to, kar sem dejal na začetku, to, o čemer govorimo, se potem v zelo kratkem času tudi realizira. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav in srečno, torej 18. na volitvah.